Danes v Pomurskem dnevniku remi Beltincev in Mure. 16. kolesarski maraton. Delavci v Lentermu začeli stavkati. Okronali vinsko kraljico. Vreme, jutri bo sončno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Po remiju minulo nedeljo proti Nafti so nogometaši Mure ta konec tedna gostovali v Beltinci, ki se prav tako borijo za najvišja mesta na tretjeligaški lestvici. Podobno kot minuli konec tedna je tudi tokrat črnobelim uspelo doseči le točko, kar pomeni, da so prvo mesto na lestvici zdaj zavzeli nogometaši Nafte, ki so visoko slavili proti Hotizi. Da imajo derbiji med Beltinci in Muro še vedno svoj čar, dokazujejo številni gledalci v Beltinskem športnem parku. Uradna statistika jih je naštela 2200. Pričakovali bi, da bo tekma nekaj posebnega tudi za trenerja Beltincev Ferija Cifra, ki je še minulo sezono vodil ekipo Mure. Poglejte, zdaj sem trenutno v Beltincih, zanimajo samo Beltinci in nič drugo. In z uvodnimi minutami je strateg Beltincev moral biti zadovoljen. Rumene modri so že na začetku večkrat nevarno streljali na vrata Mure. V 9. minuti pa je z 5 metrov za Beltince z glavo zadel Mitja Mavko in poskrbel za veselje domačih navijačev. A vodstvo domačih je trajalo le 10 minut. V 19. minuti je namreč za Muro po prekinitvi prav tako z glavo zadel Borut Lukač. Muraši so nato iz zelo podobnega položaja še enkrat zatresli mrežo Beltincev, a je bil zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. V uvodu drugega polčasa so bili nevarnejši črnobeli. Enega izmed prekrškov beltinske obrambe je glavni sodnik Bojan Tkalčič ocenil vrednega rdečega kartona za Mitjo Kosija in pokazal na belo točko. Ponujeno priložnost je z natančnim strelom po tleh realiziral Arpad Vaš. A gol prednosti ob igralcu več na igrišču Muraši niso uspeli izkoristiti za nove 3 točke. V 63. minuti je namreč Mitja Mavko znova izkoristil nezbranost črnobele obrambe in zadev iz neposredne bližine za končnih 2-2. Ja, nažalost se je res končalo z 2-2. Prvič smo povedali po zaostanku, kar je neki karakter ekipe pokazalo, na to pa smo spet padli na neki nivo, kak smo tudi začeli tekmo, torej v nekem krču, brez agresivnosti. Se zavedam, da tako dalje ne bo šlo, če bomo hoteli seveda zmagovati vsako tekmo, kar je tudi naš cilj. Bolj zadovoljen je bil po tekmi videti trener Beltincev Franz Cifer, ki je tako svojim moštvom ohranil 3. mesto v tretjeligaški konkurenci. Ja, bilo je kao pravi prekmurski derbi, ki je bilo tudi dosti gledalcev. Se je videlo, da je Mura cilja na vrh razpredelnice, tudi mi se nismo dali. Bil je dober nogomet, mislim, da smo zaslužili, da so gledalci videli dobro tekmo z naše in z Murine strani. Mi smo dobili 2 gola s prekinitev, dali smo tudi gol z igralcem, kar je en plus za našo ekipo, kar nismo se predali, smo šli maksimalno do konca, z borbenostjo smo to tudi osvojili točko. Mura je po drugem zaporednem remiju zdrsnila na drugo mesto. Vrh lestvice pa so prevzeli nogometaši Nafte, ki so proti Hotizi slavili s kar 6-0. To nedeljo na Fazaneriju prihaja ekipa Tromenika, kjer se nogometaši Mure ne bodo več smeli privoščiti spodrsljaja, če želijo izpolniti cilj sezone. To je naslov prvaka v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod. Sončna nedelja je bila kot nalašč za kolesarjenje. V Puconcih so pripravili že 16. kolesarski maraton, ki vsako leto s 4 razgibanimi progami privabi do 400 kolesarjev od daleč in blizu. Lansko leto je Puconski kolesarski maraton privabil 350 kolesarjev. Dobro obiskanost organizatorji beležijo tudi ob tokratnem 16. kolesarskem maratonu. Pripravili so 4 proge. Sem malo razočaran, ker so ceste zelo slabe. Tako kot večinoma po vsej Sloveniji. Mi se trudimo, moramo ob tej priliki pohvaliti javno komunalno podjetje Pingrad, ki je se kar potrudilo, zdaj zadnji teden pa so kar se da ceste popravili in uredili na tej trasi. Pripravljamo pa 17-kilometrsko progo, se pravi, ta proga je najkrajša, večinoma ravninska in je primerna tudi za družine.
Potem pripravljamo 30 km progo, ki je pripravljena oziroma primerna za kolesarje, ki občasno kolesarijo, ima 2 vzpona, potem pa sta najdaljši 50 in pa 67. 50 je nekaj srednjega, 67 je pa kar težka proga, tudi primerna za trening tekmovalcev. Dolga je, kot sem rekel, 67 km, ima pa 760 višinskih metrov, pa 7 vzponov. Vsak se je seveda odločil za progo po svojih zmogljivostih. Že 9. se je puconskega maratona z družino udeležila tudi Damjana Dornik. Začeli smo z majhnimi otroci, zdaj so že malo večji. Meni osebno sta najlepši obe postojanki na maratonu, 30-kilometrski. Drugače pa družinsko srečanje, druženje tudi z ostalimi, na koncu fajn zabava. Med vsakoletnimi kolesarji lahko najdemo tudi Mirka Kavaša, ki se tovrstnih maratonov zelo rad udeležuje. Začel sem že z tekmovanjem 59. leta, sem že bil na dirki po Vojvodini kolesarske in od tistega časa se udeležujem vse prireditve na kolesarske. Kolesarski maraton je dobra promocija občine, pravi župan. Ja, to je zelo velika promocija, saj kolesarji imajo možnost, da spoznajo našo občino, kajti lahko se peljejo po takšnih hitrosti, kot želijo, in se imajo tudi dosti časa, da se lahko tudi občino ogledajo. Sicer pa je bil maraton občine Puconci rekreativnega značaja. Delavci Lenterma so danes v zgodnjih jutranjih urah začeli z napovedano stavko. Na vrata podjetja so razobesili plakate z napisi, kot so: "Mi smo samo delavci, za naše preživetje gre, zgani se vlada." Stavkali bodo, dokler Ivan Vogrin ne odstopi kot direktor. Vrata v podjetje so zanj še vedno zaprta. Stavka bo trajala tako, danes stavkamo vsi do 2. ure. Od jutri naprej so vsi ostali delavci, ki nimajo dela, ker bomo dokončali neke dele proizvodnje, ker to je naša zaveza, tudi do lastnika, če ima upanje. Tisto, kar pač morajo, so neki bojleri, pa neki kolektorji dokončati, ostali so doma. Doma so do petka, v petek se ponovno tukaj dobimo, če bodo kakšne informacije. Tukaj pa samo strokovna straža, kar pomeni, da bomo, ker smo nekako ob stavki zadolženi, tudi odgovorni za podjetje, bomo po filmu straži, da se kaj ne zgodi. Delavce, ki so bili strani Ivana Vogrina deležni tudi mobinga na delovnem mestu, je sicer danes obiskal tudi lastnik Damir Jelenko in jim namenil nekaj spodbudnih besed, čeprav tudi sam trenutno ne vidi rešitve. Pove pa, da bodo padale kazenske ovadbe. V Svečini, ki je znana po srčkasti cesti med vinogradi, vsako leto pripravijo odmevni kmečki praznik, ki pritegne več kot 1000 obiskovalcev. Kot se za vinske kraje spodobi, vsako leto znova okronajo tudi vinsko kraljico, ki pa se od vinskih kraljic, ki jih poznamo tudi v Pomurju, razlikuje. Same zase namreč pravijo, da so prave kraljice in ne kraljične. Na svečinski kmečki praznik so okronali že 17. vinsko kraljico, ki bo nadaljevala najdaljšo tradicijo okronanih vinskih kraljic v Sloveniji. V tem vinorodnem kraju jih izbirajo že vse od leta 1987, da bi promovirale naša dobra svečinska vina in naše domače izdelke in kulinariko predvsem. Svečinske vinske kraljice pa so nekaj posebnega. Same zase pravijo, da so prave kraljice in ne kraljične. Smo poročene, ukolikor nismo, to nameravamo, oziroma se kasneje poročijo, imamo familijo, imamo vinograde. Skratka, glavna zgodba tega je, da pravzaprav skrbimo za dobrobit najprej svoje kmetije, svoje družine, temu primerno za celo vas. In ta zgodba se potem širi, skrbimo, bom rekla, tudi mogoče potem za promocijo vinorodne dežele, naše dežele kot matične domovine, tudi širše in pa pravzaprav tudi v samih krajih. Izbirajo jih možje nekdanjih vinskih kraljic, na mlajše okronene kolegice pa z veseljem prenesejo modrosti o vinu, ki jih premorejo le izkušene ženske.
V gledališki in koncertni dvorani v Lendavi je predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji minuli petek v sodelovanju z občino Lendava in informacijsko točko Europe Direct Murska Sobota organiziral dogodek Dialog z državljani, katerega osrednja gosta sta bila Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport ter ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Evropska komisija želi biti prisotna in dejavna po državah članicah in pri tem predstaviti svoje aktivnosti na različnih vsebinskih področjih. Gre za neposredno srečanje z državljani na različnih dogodkih, kjer je v ospredju pogovor z državljankami in državljani ter izmenjava mnenj o aktualnih vsebinskih prioritetah. Dogodki, podobni temu, ki je v petek potekal v Lendavi, so namenjeni predvsem vsem tistim, ki želijo podati svoje mnenje oziroma se vključiti v razpravo z odločevalci o določeni temi. Osrednja tema dialoga je bilo izobraževanje. Evropski komisar in ministrica sta se z obiskovalci pogovarjala o aktualnih temah, kot so vloga izobraževanja za nove zaposlitve v Evropski uniji, inovacije in delovna mesta prihodnosti, zaposlovanje mladih in odliv možganov, razvojni potencial izobraževanja in kulture na podeželju in v obmejnih regijah, medkulturnosti in o prihodnosti Evropske unije. Dobrodelno akcijo Donirana hrana z nerazumljivimi zahtevami ovira inšpekcija za varno hrano. Lačni tako ostajajo brez hrane. Kaj se dogaja, pa si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Ob koncu naše dnevno informativne oddaje pa si, spoštovani, še poglejmo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bilo jasno z občasno povečano oblačnostjo. Opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi, kjer je bilo 15 stopinj Celzija. Stopinjo manj je bilo v Radencih, 13 stopinj Celzija pa je termometer pokazal v Murski Soboti in na Goričkem. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro megleno. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 9 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno, temperature se bodo povzpele do 20 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Prijetno toplo bo, saj se bodo temperature gibale čez dan okoli 25 stopinj Celzija. Pa smo pripeljali naš ponedeljkov Pomurski dnevnik do konca. Spremljate nas tudi jutri v istem času, na istem programu, ter seveda ne spreglejte naših vsebin tudi na spletni strani www.tvdea.si. Preživite kar se da lep večer še naprej in srečno do jutri.